Tokrat v občinskem informatorju. V Dupleku Drava prestopila bregove, nasip preprečil hujše poplave. V Kungoti postopoma odpravljajo posledice poplav in zemeljskih plazov. V Sveti Trojici pospešeno urejajo kolesarske poti, spremljajočo infrastrukturo. Ogledali smo si visokotemperaturne toplotne črpalke pod pristanom. Kraljica turizma za Slovenijo Katarina Sever odhaja na Kitajsko. Rok za podaljšanje bivanja v študentskih domovih Univerze v Mariboru se počasi izteka. Študentski domovi Univerze v Mariboru po tekmovanju OFEM. Ursula von der Leyen obiskala Slovenijo in si ogledala prizadete kraje. Lepo pozdravljeni. V Dupleku so prejšnji teden s strahom opazovali naraščanje Drave, saj so spomini na leto 2012 pri marsikomu še vedno boleči. A nasip je zdržal. Drava je sicer prestopila bregove, poplavljenih je nekaj kmetijskih površin, v celoti pa območje okrog Gramoznice, kjer je videti iz vode le strehe nekaterih objektov. Obrisi stavb objektov, ki so sicer stali ob Gramoznici v Dupleku, se zdaj že vidijo, prejšnji teden pa je bilo vse pod vodo. Tukaj se nekako vidi najbolj ta razsežnost, namreč gre za območje, ki je znotraj visokovodnega nasipa, zato je tukaj voda seveda narasla še višje kot običajno, saj je sam nasip nekako vodo držal na tem območju. Kolikšna bo škoda, je še prehitro govoriti. Voda mora najprej odteči, da bomo videli sploh, kaj se nahaja spodaj, kaj vse je uničeno, je pa seveda gre za veliko škodo. Sicer so tukaj nekaj opreme, kar se je pač dalo, sploh te gostinske, še morda odstranili pravočasno, je pa veliko škode. Ja. Ob Gramoznici so tudi igrala, katerih vrhovi zdaj kukajo iz vode. Gre za gibalni park in pa še nekaj naših objektov, sanitarnih in tako naprej. Tako da tukaj seveda bo potrebno najprej, da voda odteče, potem da se vse skupaj očisti in seveda preveri, kolikor je še nekako uporabno ali pa bo potrebno zamenjava. Sicer pa je bilo ob nasipu in ponekod drugod poplavljenih še nekaj kmetijskih površin. Veliko jih je znotraj tega visokovodnega nasipa, tako da tukaj je veliko škode na poljščinah in pa seveda na sami zemlji. Sicer pa škode je kar nekaj tudi na splošno na občinski infrastrukturi. Zraven teh poplav seveda so tukaj tudi ti hudurniki, ki so nekako naredili škodo na cestah. Kar se pa tiče stanovanjskih objektov, ki so bili znotraj tega nasipa, tam se bo seveda škoda še ocenila, iz kleti se nekako še vedno črpa voda, tako da tudi tam bo potrebno še počakati za samo oceno škode. Leta 2012 je bilo še posebej hudo, ljudje so se bali, da se bodo poplave v taki meri ponovile. Naš visokovodni nasip, ki je bil zgrajen po teh poplavah, ki jih omenjate, pravzaprav prvič bil na takšni resni preizkušnji. Prvič je voda dosegla samo peto tega nasipa in tukaj moram reči, da je nasip gotovo odigral pomembno vlogo. Namreč ta nižinski del spodnjega Dupleka, zgornjega Dupleka, dela Dvorjan, ki je sedaj zaščiten z nasipom, je takrat v tistih poplavah seveda bila situacija neprimerno drugačna. Tukaj je nasip obvaroval velik del naselja. Tako da gotovo je v teh poplavah odigral ključno vlogo. Da je zdaj manj škode kot 2012, se strinja tudi ribič in gospodar voda na dupleškem ribniku Stanislav Pivec. Velika razlika je, ker je nekje za 800 kubikov je manjši pretok bil takrat. Bi mogoče bilo tudi, ker so nasipi toti narediti po nekje nazaj voda notekla. To pa bi bilo možno. Sam je iz Dogoš, kjer so 2012 imeli tako poplavljeno Dravo kot tudi podtalnico. Če ne bi bilo nasipa, bila bi pa voda tam nekje 60 cm, da bi bilo v višini glavne steze. Poudaril je še, da s poplavo pride tudi veliko škode za ribe in ostali živelj v in ob reki. Za ribe je to škodljivo, za živelj je isto škodljivo. Tudi kak je za živali, ne samo za ribe, tudi za ptiče, pa srne pa ostalo, je isto škodljivo ta voda. V Dupleku so se ponekod že lotili sanacije, pri Gramoznici pa mora voda najprej odteči, da se bodo lahko lotili čiščenja in odprave škode.
Občina Kungota je ena izmed tistih občin, v kateri je kar nekaj naselij nedavna ujma močno prizadela. Poplave in plazovi so ogrozili ljudi, njihova domovanja in povzročili velikansko škodo na cestah. Poplave, zemeljski plazovi, uničene ceste, vse to se je zgodilo v naseljih občine Kungota v prejšnjem tednu. So gasilci prišli, me je gasilec poklical, ker je v kleti voda vdarila, potalnica. Da se gasilci gor pripeljajo, žolce dale, pa ni mogel. Pol pa me kliče, da je šel gor, pol so pa toliko še je bilo, polovice še je bilo, da so lahko žolce prišli, da so lahko prišli, da so vodo spumpali. Domačin Marjan Majer kaj takega v svojem naselju do sedaj še ni videl. Nikoli ni bilo tu, nikdar ni bilo kaj, da je bilo kaj tajega. Tu sem prvokrat več življenj, kaj se doživel. Pa sem že 66 let tu. Tu so vdrta cesta, mokro zemljišče, ki se še vedno useda, vodovodne cevi, ki jih bodo morali zamenjati. Na Plaču pa so se že lotili sanacije enega odseka. Ustrezna podlaga, drenaže, odvodnjavanja in seveda potem spraviti v obstoječo stanje z asfaltom in da bo zopet prevozna tako, kot je bilo. Plas je verjetno kar nekaj odnesel oziroma se je vsulo. Ogromno zemlje je odneslo, ampak trudimo se z strokovnjaki, da to zopet spravimo v prvotno stanje. Težave so prejšnji teden imeli tako rekoč v vseh naseljih, v dolini in na gričih. Gledali smo tole našo pesnico, ki je naraščala in žal tudi poplavila. Zaprte smo imeli ceste, hiše smo mogli prazniti vodo, ogromno količino peska napolniti za vreče, koliko niso uspeli sami krajani. Nekaj družin v Juriju je ostalo tudi brez doma, saj je nad hišami velik plaz. Čakamo geološke raziskave. Žal zaradi varnosti smo jih izselili. Hvala Bogu, našli so si sami nastanitev. Zdaj pa spremljamo, pa čakamo, da se bo to začelo sanirati. To lahko traja še nekaj časa, pravi, saj z glavo skozi steno ne gre. Geologi so na terenu, delajo zdaj že 2 dni te vrtine, da vidimo, kaj se z tlemi dogaja. Naredili bojo tudi načrt, kako sanirati ta plaz in da bomo lahko spet ljudi spravili na domačinstvo. Prva 2 dneva so se ure strahu intervencij na več lokacijah vlekle, po nekaj dnevih pa še ne morejo v celoti oceniti škode. Ne morem zdaj govoriti o številkah, vem, da to bodo enormne številke, ampak to je vse skupaj nič, samo da so ljudje živi in zdravi. Na intervencijah so sicer sodelovali pripadniki civilne zaščite, gasilci obeh prostovoljnih gasilskih društev, režijski obrat, mnogi posamezniki, pomagala pa je tudi občina Kungota z urejanjem prevozov. Dela za kolesarske poti po Sveti Trojici v Slovenskih Goricah so po zamenjavi izvajalca ponovno stekla. Zdaj so v polnem teku v naselju Zgornji Porčič. Kako sicer nadaljujejo in kaj vse od ostale infrastrukture je vključeno, je povedal trojiški župan. V sklopu izgradnje novih kolesarskih poti v Sveti Trojici zdaj delajo največjo škarpo za preprečevanje usipanja oziroma drsenja zemlje. Tokrat z veseljem opazujem samo napredovanje te gradnje kolesarke v naselju Zgornji Porčič, česar se najverjetneje najbolj veselijo tudi vaščani. Veliko veselje mi je, da smo tokrat tudi uspešno sanirali tole škarpo. Gre za najvišje škarpo v sklopu naših kolesark, ki nam je predstavljal tudi največji izziv. Urejajo pa tudi vso ostalo infrastrukturo, javno razsvetljavo, električno, vodovodno, optično. Je več kot očitno, da je izbor izvajalca in pa celotne ekipe odigral ključno vlogo. Tokrat smo vajeti prevzeli v svoje roke, tudi sami objavili razpis, izbrali izvajalca, v tem trenutku to izvaja podjetje Pomgrad, s katerim enostavno rešujemo, sproti rešujemo izzive na trasi in pa nekako gledamo končnemu cilju, da počrpamo sredstva, ki so na voljo in pa zaključimo projekt. Gradnja kolesarskih poti s spremljevalnim urejanjem ostale infrastrukture je razporejena po vsem območju občine. Sam projekt gradnje kolesark je v našem primeru pomemben zaradi tega, ker smo ga zastavili celovito. Ideja je bila, da v sklopu gradnje kolesark saniramo vse vasi, se pravi vse centre vasi, ki še te infrastrukture nimajo. Tako so gradnjo kolesarske poti zaključili v naselju Osek. Ker se prav tako celotni center naselja ima zdaj pločnike, podobne škarpe,
javno razsvetljavo in vse to, kar pač je tam manjkalo. Seveda polagamo primarni vod telekomunikacijskega omrežja, se pravi optike, ki omogoča nadaljnjo priključevanje tudi ostalih. Poudaril je še, da se vsega ne da narediti čez noč. Trudimo se, da nekako pri obilici izzivov, težav in pa predvsem pri inflaciji, ki se je zgodila, nekako optimalno peljemo stvari, da rešujemo na eni strani izzive finančnih podražitev. Trenutno k sreči cene padajo in nekako optimistično zremo v prihodnost. V naselju Verjane, kjer so skorajda že zaključili dela, so morali poskrbeti za čim boljšo varnost vseh udeležencev. Ena izmed ključnih točk naselja Verjane je bila prav tukaj ta cesta. Gre za odsek, kjer se razvijajo visoke hitrosti. In tukaj imamo precej kmečkega prebivalstva, tam spodaj je mlekarna in večkrat zvečer opazimo tukaj občane, ki vozijo mleko v to mlekarno in tokrat bo to lahko opravili po urejenih in pa varnih poteh, obenem pa bo ta javna razsvetljava omogočala tudi njihovo vidljivost. Na tem območju je tudi strnjena postavitev hiš. Gradnjo kolesark veljajo točno določena pravila, kajti gre za evropski projekt in širina kolesarke je določena in nekako moramo vsako spremembo preveriti, da je še vedno znotraj odobrenega razpisa. Tako da precej težav se tukaj odkriva. Veliko veselje mi je, da imamo tudi novo sodelavko na občini, ki je v tem trenutku prevzela samo obravnavo in pa pozornost v gradnji na gradbiščih, to je naša Teja Logar. Tako da zaenkrat zadeve tečejo, seveda obstajajo izzivi, ki pa jih mislim, da skupaj trenutno tudi uspešno rešujemo. Ta del kolesarke se nadaljuje v Osjek in v občino Cerkvenjak, del trase pa pelje v občino Benedikt, še en odsek kolesarke pa je na Senarski. To je v bistvu zaključni del investicije v Zgornjo Senarsko vas. Gre za projekt, ki smo ga začeli v letu 2021, ko smo dejansko šli v popolno sanacijo te vasi z pločniki, kolesarko, javno razsvetljavo in pa se pravi ureditvijo. Končno se ta projekt tudi zaključuje. Kot vidite, trasa poteka skozi celotno naselje Zgornja Senarska vas, vse do novega naselja, kjer pride tudi v tistem novem naselju, kjer je prav zaradi gradnje naselja in vseh hiš, ki so v naselju Trojica Jug, predvsej načeta tudi cesta, gre v tistem delu tudi v sanacijo ceste, tako da vse skupaj zaključujemo tudi letos do septembra je plan, tako da verjamem, da se bomo tega plana tudi držali. Vse skupaj bi pravzaprav radi končali septembra, tako da bi nato do konca leta uredili še vso potrebno dokumentacijo in celoten projekt. Novi direktor Energetike Maribor Jože Hebar nas je spustil v prostore pod pristanom, kjer Energetika Maribor postavila dvostopenjsko toplotno črpalko, ki izkorišča energijo reke Drave. Več pa v prispevku. Prostor pod bazenom v pristanu bo kaj kmalu služil novemu namenu. Vse je že pripravljeno za zagon toplotnih črpalk. Gre za pomembno investicijo Energetike Maribor. Seveda, to je naš korak v zeleno prihodnost, prvi tovrsten, z katerim bomo zagotavljali 2 megavata naše energije na strani virov, ki so tokrat zeleni. To pomeni zeleni do te mere, da uporabljamo električno energijo in energijo toplote, ki je skrita v reki Dravi, ki teče mimo nas. To pomeni, da črpamo toplo vodo, toplejšo vodo iz reke Drave, odzamemo toploto, jo pohladimo do maksimalno 4 stopinje v količinah, ki so dovoljene, in jo potem vrnemo nazaj. Toplota, ki pa pri tem nastane, jo pa uporabljamo kot vir v našem mrežu za distribuiranje toplote. Projekt visokotemperaturne toplotne črpalke bo tako zaživel kmalu. Z omenjenim virom bodo v poletnem obdobju tako praktično celoti nadomestili v plinskih kotlih proizvedeno toploto. Praktično imamo povezano seveda tudi levi in desni breg reke Drave, torej naše distribucijsko mreže se razširja čez oba bregova reke Drave, na kateri distribuiramo toploto. Priključna moč te črpalke je 2 megavata. Cevi so že polne, a toplotna črpalka še ni v obratovanju. Ker še čakamo na priklop
oziroma na razširitev in dograditev transformatorske postaje na Pristanu. V projekt je bila vključena tudi postavitev sončne elektrarne Pristan. Res je, ta investicija je bila širša, ne gre samo za postavitev visokotemperaturne toplotne črpalke, ki jo vidimo tukaj za nami. V tem projektu smo tudi namestili 4-megavatno fotovoltaiko PIK na strehi tega dela objekta, ki bo seveda skupaj v navezavi z tem predstavljala povečanje naših obnovljivih virov energije oziroma izrabe obnovljivih virov energije. Pri postavitvi toplotnih črpalk gre v celoti za projekt Energetike Maribor. Vreden je malo manj kot 2 milijona evrov. Upajo, da bodo s tem vsaj malo olajšali problem energetske krize. Je pa zagotovo korak v pravo smer, naši viri morajo biti diversificirani in to je ena od oblik, kjer se bomo tudi mi to naučili, pridobili potrebne izkušnje za nadaljevanje v prihodnje. Predviden začetek delovanja je september. Gre za kompleksen projekt. Tu bi pohvalil svoje sodelavce, tako pri načrtovanju, izvajalce, ki so to zasnovali in izvedli. Gre tudi za zelo učinkovito izrabo prostora, tako da si želim še več takih projektov. Po zimi je sicer njeno delovanje omejeno, temperatura Drave namreč pade v bližino ledišča, s tem pa je zaradi parametrov delovanja neuporabna. Z omejitvami pa se soočajo tudi zaradi opredeljenih vodovarstvenih območij. Naziv kraljice turizma za Slovenijo 2023 je osvojila 18-letna Katarina Sever, ki prihaja iz Murske Sobote. Katarina se že pripravlja na odhod na Kitajsko, kjer se bo v tem mesecu odvil svetovni izbor. 18-letna Katarina iz Murske Sobote je postala kraljica turizma. Slovenijo bo zastopala samozavestno, pravi. V prvi vrsti gre za lepotno tekmovanje, temveč je potrebno še marsikaj drugega. Mogoče notranja lepota oziroma nekaj, kar je pritegnilo žirijo. Seveda mora imeti samozavest, to mora čutiti to ljubezen do Slovenije v prvi vrsti in mora biti odprta tudi za svet. Jeseni bo vstopila v 4. letnik gimnazije v Avstriji, smer jezikoslovje, kjer jo čakata maturantski ples in matura. A izkušnje iz modnega sveta že ima. Jaz delujem tudi v društvu Most v Mariboru pod vodstvom Ane Žvorc. Tukaj aktivno sodelujem že 4 leta, sodelujem na različnih manekenskih revijah, na fotoshootingih. Tu sem se naučila marsikaj, pridobila to samozavest. In tudi Ana Žvorc mi je bila voditeljica in velik vzor na tej poti. Ana Žvorc, vodja društva Most, je zelo ponosna, da je njihova članica prejela naziv kraljice turizma za Slovenijo. Najstnica se bo kmalu odpravila na Kitajsko, kjer se bo še v tem mesecu v mestu Njang odvil mednarodni izbor za kraljico turizma. Tam bo Katarina Sever ponosno zastopala barve naše države. Moram pa povedati, da pri našem društvu, torej društvo Most, že skoraj lahko rečemo, da smo valilnica lepote. Lani nam je zmagala na top modelu Slovenije Rebeka Predan, predtem kot najstnice sta bile Lara Cekić pa Neja Prosenjakova, ki je tudi bila, mislim, da prva spremljevalka Miss Earth, tako da imamo kar nekaj lepotic, pa da ne govorim, da se ne vračam v zgodovino, tam smo jih malo več imeli, ne. In s čim misli na izboru na Kitajskem prepričati strokovno žirijo? Jaz sem na Slovenijo zelo ponosna, menim, da je enkratna država mala, ampak ponuja marsikaj. Imamo vse od morja do gora, tako da predstavljala bom jo z največjim srcem, ker tudi zelo jo čutim, zelo jo cenim, ker se šolam v tujini in mislim, da mi ta razlika, ki jo vidim vsak dan, še bolj pomaga. Zaupa nam tudi, kako bo potekal izbor. Z mojo osebnostjo v prvi vrsti, ampak potem tudi za Slovenijo želim pokazati žiriji, želim pokazati svetu, kaj vse ponuja Slovenija. Menim, da se turizem Slovenije razvija v pravo smer, se zelo napreduje v zadnjih letih, ampak je še tudi veliko neodkritih zakladov, ki jih je potrebno pokazati. Društvo Most deluje od leta 1983 in je najstarejša delujoča modna agencija v Sloveniji. Katarini pomagajo tudi z outfiti. Kar se športnih oblačil tiče, smo zaprosili svoj brand iz Kopra in so nam res pristopili nasproti in tako, da bo tudi za casual imela tudi Aleša Černija, tudi njegove dve obleki večerni, tako kot sem že rekla, in moda bo tudi imela. Moram povedati, da zelo se pripravljamo, zelo jo fotografiramo in tako dalje, je pa tu cela ekipa naša iz društva. Društvo bo 18-letnici pomagalo pri pripravah za Kitajsko, kasneje pa tesno držalo pesti za čim boljši rezultat.
Pač Katarina ima to prednost, da zna lepo hoditi, da se zna lepo obnašati, da tudi zna govoriti, konec koncev je že prava svetovljanka, namreč ogromno tudi potuje po svetu, tako da že razliko med drugimi državami in Sloveniji je že kar opazno, zato je tudi rekla, da bo ponesla še to našo lepo malo deželico Slovenijo v svet, pa da bo tudi o tem govorila. Ana Žorc še doda, da kljub le 18 letom je lahko Katarina vzor marsikateri ženski, tako po prezenci, kot po svoji osebnosti in prijaznosti. Študenti, ki bi želeli podaljšati bivanje v študentskih domovih v Mariboru, imajo le še nekaj dni časa, da to storijo. Razpis je namreč odprt samo še do 16. avgusta. Več pa v prispevku. Študenti, ki prihajajo na študij na Univerzo v Mariboru iz drugih krajev, potrebujejo kakovostno nastanitev. Le-to dobijo v mariborskih študentskih domovih, seveda, če se pravočasno prijavijo. Ja, zdaj tako je. 16.8. je rok za oddajo prošenj za podaljšanje, torej za te študente, ki že bivajo pri nas, ne. Tule bi jih rad posebej opozoril, da naj ne zamudijo tega roka, ker po tem roku prošnje za podaljšanje ne bo več možno oddati, kar pomeni, da se jim v najslabšem primeru lahko zgodi, da se bodo morali izseliti in oddati prošnjo za sprejem. Vendar v tem primeru jim ne moremo garantirati, da bodo ostali v domovih. A če že obstoječi najemniki ne oddajo prošnje za podaljšanje bivanja pravočasno? To pomeni, da bodo morali ven, oddati prošnjo in čakati na ponovni sprejem. Zato jih res naprošamo, da naj spremljajo te roke, spremljajo naša obvestila in oddajo pravočasno do 16.8. do 24. ure. Sogovornik nam zaupa, kako poteka prijava. Navodila sicer najdete tudi na spletni strani študentskih domov Maribor. Način prijave je možno več načinov. Torej, z uporabniškim imenom in geslom, v tem primeru je pač potrebno uporabiti še razna ta potrdila, kot so SMS pas, SI-pas, tudi za novo osebno izkaznico gre, in pa seveda digitalno kvalificirano potrdilo, to so te poštarce, SIGENCE itd. Kolikšna je kapaciteta domov? Za subvencionirano bivanje imamo 2378 ležišč. Obljubljajo, da bodo vsi študenti z nastanitvijo v študentskih domovih v Mariboru dobili več kot le dom. Mislim, zagotovo, ne. Če gremo po vrsti, cena je zagotovo najprivlačnejši faktor, ne, ker, kot vemo, zasebne nastanitve so bistveno dražje in v to ceno je všteto vse, ne. Ogrevanje, topla voda, ne vem, internet, elektrika, prav vse, ne. In cene se gibljajo od 83 € navzgor, mislim, da to za en mesec res ni veliko. Večina sob je dvoposteljnih, tudi enoposteljne so na voljo, a jih je manj. Opažajo sicer, da bi študentje raje bivali v enoposteljnih, a prednost pri dodelitvi za le-te imajo višji letniki in študenti s posebnimi potrebami. So pa sicer mariborski študentski domovi bili pomemben del tekmovanja OFEM. Preverili smo, če se je po koncu tekmovanja vse že vrnilo v stare tirnice. Olimpijski festival Evropske mladine je za nami. Pomemben partner v projektu so bili tudi študentski domovi Univerze v Mariboru. Ja, OFEM je zelo dobro uspel, to smo zdaj že slišali. Sodelavci smo na študentskih domovih Univerze v Mariboru, menimo, svoj del zelo korektno opravili. Pripravili smo 2540 postelj, pravzaprav vse kapacitete, ki jih mi premoremo, z odštetjem tistih študentov, ki so ostali v domovih seveda, in smo dali na voljo športnikom. Po odzivih so bili tudi športniki zadovoljni z bivanjskimi prostori. Direktorica je hvaležna študentom, da so v tolikšni meri odstopili svoje sobe. Seveda tega ne bi bilo, če ne bi naši stanovalci razumeli projekta in se pravzaprav izselili za teh 14 dni oziroma pol meseca. Ja, obstaja pa še ta trenutek izziv popisovanje poškodb in pa izziv v zvezi s čiščenjem, kajti prostori študentov naših stanovalcev morajo biti očiščeni, tako kot so bili, ko so jih prejeli športniki v svoje roke. Žalosti jih, da organizator tekmovanja sob ni vrnil v roke študentom v takšnem stanju, kot so jim jih predali oni, da so lahko tam namestili reprezentance iz cele Evrope. Ocenjujemo, da je povezano to s kulturo posameznih reprezentanc, ampak kot rečeno, ta trenutek to ostaja še izziv in
predvidoma v zelo kratkem času se morajo dokončno študentski domovi očistiti. Kultura ali nekultura, dejstvo je, da si študentje zaslužijo primerne sobe in zato bodo na študentskih domovih tudi poskrbeli. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in Robert Golob sta včeraj ob spremstvu Evropskega komisarja za krizno upravljanje Janeza Lenarčiča s helikopterjem preletela Komendo, Mengeš, Kamnik, Ključe, Ljubno ob Savinji in Mozirje, saj si ogledala posledice poplav na nekaterih najbolj prizadetih območjih. V Črni na Koroškem se je predsednica komisije srečala z domačini in ostalimi, ki pomagajo pri odpravljanju posledic vremenske ujme. Po ogledu prizadetih krajev je sporočila, da sta s predsednikom vlade govorila o paketu sredstev, sestavljenem iz 3 delov, za takojšnje pa tudi za srednje in dolgoročne potrebe. Del tega paketa so nepovratna sredstva iz Solidarnostnega sklada EU, ki je članicam na voljo za odpravljanje posledic naravnih nesreč. Sloveniji bo na voljo 400 milijonov evrov, od tega 100 milijonov že letos, 300 milijonov pa prihodnje leto, je zagotovila. Toliko za nocoj oddaje Občinski informator. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. V petek se začenjajo Jezernikovi dnevi v Lovrencu na Pohorju. Celoten seznam prireditev najdete na spletni strani www.lovrenc.si. Tudi v občini Majšperk pa se te dni začenjajo prireditve ob občinskem prazniku. Kaj vse se bo dogajalo, najdete na www.majšperk.si. Sveže novice pa preberite na lokalec.si in amberreport.si. Želim vam lep preostanek dneva še naprej in nasvidenje.